je na skupščini prisoten po pooblastilu župana Ivana Molana, sicer je pa Roman namestnik vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj in on tudi je tisti, ki bdi nad našimi vlogami in pa poročili za razpis, tako da je tudi na še enkrat posebej poklicov, da rekla, še nismo oddala, vemo, da je skrajni rok 29. Kjeri ste pa pridni, ste pa pač že to oddali. Prav, lepo pa pozdravljam tudi predstavnike oziroma člane turističnih društev Lobe. Bi vas jaz povabila ven, ker smo zunaj pripravili eno zeleno okno, kajti letošnje leto je posvečeno zelenemu turizmu. Na pobudo Jožeta Praha, ki je predstavnik oziroma v upravnem odboru Turistične zveze Slovenije, se naj bi ta okna postavljala 27. septembra ob svetovnem dnevu turizma. Ampak nikoli ni prehitro, nikoli ni prepozno, tudi sem Carmen Burger, se pravi sekretarki TZS-ja, povedala, da imamo namen, da bi skušali eno okno odpreti oziroma ga postaviti že na naši skupščini. In ker je prvo tako okno pač pripravljeno, bi vas prosila za par minut, da gremo ven k temu oknu, da povemo še tam nekaj besed. Potem bomo pa z našo sporočila. Spoštovani, zgodba o zelenem, govorimo o zelenem turizmu, je tista, ki nas bo spremljala skozi letošnje leto. Zeleni turizem je paradigma stalnega razvoja naše dežele in tudi Evrope. Kot gospodarska dejavnost želi ob izkoriščanju naravnih virov delovati tako, da bodo naši zanamci imeli še boljše okolje in naravo. Slednji ponuja nešteto možnosti za razmah turizma kot celotne družbe. Tudi v znamku I Feel Slovenija je opeta zgodba o zelenem, zato jo Turistična zveza Slovenije želi prenašati na mlade, ter jim že v zgodnjih letih pokazati, kako pomembno je v turizmu oblikovanje zelenih doživetij in zgodb. Tudi tema letošnjega svetovnega dne turizma, Turizem za vse, ki ga bomo obeležili 27. septembra, bo zeleno obarvana. Na pobudo Prah Jožeta se bodo ob letošnjem svetovnem dnevu turizma odpirala zelena okna. Morda malo prehitevamo, vendar se v projekt zelenega okna vključujemo že danes, ko odpiramo zeleno okno Občinske turistične zveze Brežice. Želimo si, da se zgodbi o zelenem pridružimo tudi na sam svetovni dan turizma in odpremo še kakšno zeleno okno. Želim vam lep pogled v zeleno skozi zeleno okno. Da pa se bo vedlo, kaj to simbolizira, da dejansko oblika okna je. Na tega je rekel Miha. Do septembra bojo še polkna. Mislim, da bo že barvno, ne bo več zeleno. Tako? Jaz mislim, da je više bo robiti. Nam še pride kaj? Ne. No, to za sredko. Tak se vidi? Čakam poprav. No, ajde. V glavnem, jaz sem predsednika PGD-ja nahecala, pa me čudno najprej gledal, kaj bi jaz rada imela. Drug dan mi pa pošli sporočilo, okno je narejeno, prid pogledat. Potem za finese je pa njegov oče Miha poskrbel, da je še tablico naredil. Pa malo smo še vaščanke angažirali, da so to z ledkolnom žgale in danes imamo tukaj. Miha je še to polakiral, da bo mogoče malo dlje časa bilo tudi na vetru, soncu in dežju. Pričakujem pa, da se boste morda v katerem izmed turističnih društev odločili, pa 27. septembra tudi sami pristopili k temu in na tisti dan obeležili ta dan turizma z odpiranjem zelenih oken. Bomo se pa tudi potrudili, da ne bo ravno tisti dan tudi podelitev priznanj, ali bo prej ali dan kasneje, tako da boste v društvih lahko to tudi poskrbeli za zelena okna.
Mogoče bomo na nek način tudi spodbujali, da bi vsaj tista društva, ki bodo letos nagrajena v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna, kjer se tudi trudimo za ohranjanje lepe, čiste narave in pa potem tudi za odsvetličenje in pač vse, kar zraven sodi, da mogoče tudi v tistih društvih pristopite. Vsekakor ste pa vsa društva vabljena. Nekako je tista ura 27. september ob 17. uri, katere pobudnik je Jože Prah, da bi se to odpiralo. Če pa želi kdo prej, kasneje, je pa to pač stvar organizatorja. Turistična zveza za leto 2015. Projekt Moja dežela lepa in gostoljubna. Koordinacija med turističnimi društvi zvezo na občinski ravni. 22. in 23. junija je potekalo ocenjevanje na občinski ravni najlepše urejenih šol, vrtcev, krajev in vasi na podlagi prejetih predlogov strani turističnih društev, ki delujejo v kraju. Komisija je imela težko nalogo pri izbiri, saj je splošna urejenost v redu, videne so tudi pomanjkljivosti in tudi stvari, ki izstopajo in pripomorejo k višjim ocenam. Rezultati občinskega ocenjevanja so bili poslani v prilogi. V lanskem letu smo na pobudo komisije in pomoči občine Brežice prijavili Vaško jedro Mostec na ocenjevanje na državni ravni. Zadevo smo ponovili, se pravi v letu 2014 smo že prijavili Mostec, enako smo naredili tudi v letu 2015, saj želimo, da bi na podlagi elementov, ki jih vasi imajo, izboljšali rezultate. Najbolje ocenjeni so o praznovanju Svetovnega dne turizma prejeli tudi priznanja. Prostovoljno delo na tem projektu je bilo obvestila koordinacije z društvi, delo komisije na terenu 67 ur. Regijska koordinacija med občinsko turistično zvezo in ostalimi zvezami v Posavju. 30. junija je potekalo regijsko ocenjevanje najlepše urejenih mest in izletniških krajev v Posavju na podlagi prejetih predlogov iz posameznih turističnih zvez posavskih občin. Zmagovalce posameznih kategorij smo prijavili na ocenjevanje na državni ravni. Rezultati regijske komisije so bili tudi v prilogi in tudi predlogi za državno ocenjevanje. Podelitev priznanj na regijski ravni je prevzela občinska turistična zveza Krško in 30. septembra najboljše ocenjenim v Posavju podelila priznanje. Prostovoljno delo, obvestila, koordinacija, zbiranje predlogov ter delo komisije na terenu 33 ur. Čistilne akcije v marcu in aprilu 2015. Društva smo spodbujali k organizaciji čistilnih akcij. Najbolje organizirani akciji sta bili v Sromljah in Globokem, kjer so k sodelovanju povabili tudi druga društva in krajane. Obeleženje dni povezanih s turizmom, Svetovni dan turizma, čas izvedbe 24. do 26. september 2015. Aktivnosti ob Svetovnem dnevu turizma smo uspešno realizirali, saj smo poleg promocije pred mestno hišo in na tržnici izvedli še mladinske delavnice, podelili priznanja v sklopu projekta Moja dežela lepa in gostoljubna in opravili strokovno ekskurzijo. Praznovanje 50-letnice delovanja OTZ, čas izvedbe 24. do 26. september, se pravi v času praznovanja Svetovnega dne turizma, smo tudi obeležili 50 let delovanja OTZ Brežice. Na prireditvi v mestni hiši smo predstavili delovanje zveze v preteklosti in do danes. Tudi tu smo imeli prostovoljno delo, koordinacijo, obveščanje, udeležba na strokovni ekskurziji, udeležba pred mestno hišo 45 ur. Izobraževanje, strokovno usposabljanje in ozaveščanje turističnih društvenih delavcev, posvet o hortikulturnem urejanju domačega okolja. V letu 2015 smo si zadali, da bi v čim več društvih predstavili projekt hortikulturno urejanje okolja
Zato smo slednje predstavili na vseh občnih zborih po društvih, kjer smo bili vabljeni. Velike Malence, Bukošek, Sromlja, Mostec, Globoko, Črešnice, Bizeljsko, Pišece, Artiče in Dobovo. Kljub temu, da so določena društva na to temo že imela posvete v preteklih letih, smo jim z določenimi napotki pomagali naprej. Udeležba na posvetih za predsednike oziroma druge člane v delovanju turistične društvene organizacije 28.1.2015 je bil v Brežicah posvet na temo poslovanja v društvih, priprava zaključnega računa. 7.5. delavnica na temo blagajniško poslovanje v društvih. 13. junija v Velenju potekal posvet predsednikov občinskih turističnih zvez in turističnih društev s podeželja. 13. oktobra je potekal posvet predsednikov turističnih društev in zvez v Novi Gorici. Poleg OTZ Brežice so na posvetu sodelovala še turistično društvo Artiče, Dobova, Kapele in Sromlje. Kot osrednjo temo na posvetu so predstavili program, ki omogoča vpisovanje in izpostavljanje evidenc članstva v društvih, vpisovanje prostovoljcev in prostovoljskih ur. V večernih urah istega dne je potekala zaključna prireditev projekta Moja dežela lepa in gostoljubna s podelitvijo priznanj v različnih kategorijah najbolje urejenim v Sloveniji. Prostovoljno delo, koordinacija, obveščanje, udeležba na posvetih 40 ur. Projekti v sodelovanju s turističnimi društvi, bilten o 50-letnici OTZ, kjer se predstavi delo Zveze turističnih društev in društva kmetic, podane so osnovne informacije in zasnove, skoraj vsa društva so posredovala podatke, ki so pripravljeni za nadaljno obdelavo. Skupaj na podeželju strani Zveze smo pomagali društvo Kmetic Brežice na prireditvi Bizeljski Ajdo Kolač. Naša pomoč je temeljila na promociji, vpis dogodka na spletno stran Turistične zveze Slovenije in kot pomoč ocenjevalni komisiji, ki je ocenila kar 30 kolačev. Prostovoljno delo, koordinacija, pregled in lektoriranje 35 ur. Promocija, sejem Alpe Adria v Ljubljani v času od 29. do 31.1.2015. Sejma so se udeležila 4 turistična društva, kot krovna organizacija se je predstavila OTZ, ki je tudi poskrbela za koordinacijo in organiziranost po posameznih dneh. Društva so zraven promocije svoje dejavnosti poskrbela tudi za promocijo občinske turistične zveze. 16. srečanje turističnih društev, ki deluje na podeželju v Velenju 13.6. Predstavila so se turistično društvo Dobova in Kapele, ki sta poskrbeli tudi za promocijo občinske turistične zveze. Dogajanje na stojnicah je bilo živahno, k čemer so pripomogli številni obiskovalci. Brežice moje mesto, dan kruha, vina in salam. Na pobudo občinske turistične zveze so se prireditve poleg zveze udeležila še turistično društvo Artiče, Dobova, Kapele in se predstavile samostojno, ter turistično društvo Bizeljsko, Jesenice na Dolenskem, Pišece in Sromlje skupaj z društvi vinogradnikov. Dogajanje na prireditvenem prostoru je bilo pestro, veliko obiskovalcev, kar je bil lep uvod v festival Brežice moje mesto. 29. avgusta smo na pobudo društva Regrad sodelovali na tržnici v Brežicah s promocijo dejavnosti turističnih društv. Predstavila so se turistična društva Artiče, Bukošek, Črešnica, Dobova, Kapele in Mostec ter Zveza kot krovna organizacija. Sejem Pop Brežice 17. do 18. oktober. Občinska turistična zveza je tudi letos najela stojnico na sejmu, se pravi ne letos, ampak leto 2015, in jo ponudila turističnim društvam, da se promovirajo. Odzvala so se naslednja društva: Črešnice, Bizeljsko, Dobova in Kapele. V dopoldanskem času pa je potekalo tudi kuhanje županovega golaža in tudi tu je bil odziv strani turističnih društva zagotovil, saj so se odzvala naslednja društva: Artiče, Črešnice, Dobova, Mostec, Pišece in Velike Malence. Vpisovanje prireditev v koledar prireditev na spletni strani TZS-ja.
Posamezna društva, ki so včlanjena v Turistično zvezo Slovenije, imajo geslo za vpisovanje prireditev na strani Turistične zveze Slovenije. Omenjeno geslo smo pridobili za OTZ, kar omogoča, da najavo prireditev objavimo na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Prostovoljno delo na strani promocija, koordinacija, obveščanje, priprave in sodelovanje na sejmih in prireditvah 85 ur. Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije, občina, RRA, ZPTM, ostalimi zvezami v Posavju in širše v Slovenije. Sodelovanje z omenjenimi je korektno, predvsem sodelovanje na relaciji med OTZ in Turistično zvezo Slovenije, sledi občina ZPTM, Turistične zveze posavskih občin in ostalih. 28.3.2015 je potekala volilna skupščina Turistične zveze Slovenije. Strani OTZ in društev, vključenih v zvezo, smo predlagali v upravni odbor TZS Branjetič Mileno, nadzorni odbor Pastergar Branko ter v komisijo za kadre in priznanje Jesenko Antona. Vsi predlogi so bili na skupščini potrjeni. Na prošnjo TZS smo sodelovali na prireditvi ob 20. obletnici Turistično-hortikulturnega društva Zdole, kjer smo najzaslužnejšim podelili priznanja za njihovo delo v društvo. Prireditev je potekala sklop podeljevanja znanja. 12. septembra smo sodelovali na krajevnem prazniku v Bukošku. Prostovoljno delo na tem področju 30 ur. Ostala dejavnost, se pravi vodenje poslovnih knjig. Poslovne knjige vodimo po programu, ki smo ga prijeli strani ZPTM-ja, medtem ko nam zaključni račun in davčno poročilo pripravi gospa Nevenka Boškovič, ki ima vsa pooblastila in geslo za posredovanje podatkov na AJPES in FURS. V mesecu marcu smo opravili vpis v seznam prostovoljskih organizacij in prejeli potrdilo vpisov. Trenutno smo v fazi vpisa članstva v program TZS, kjer se bo poleg evidence članstva vzpostavila tudi evidenca prostovoljcev in prostovoljskih ur. In na tej ostali dejavnosti smo imeli še 60 prostovoljnih ur, tako da na strani OTZ-ja je bilo v leto 2015 opravljenih 395 prostovoljskih ur, ki smo jih tudi morali posredovati ob letnem poročilu na AJPES, ker smo pač vpisani v register prostovoljskih organizacij. To bi bilo moje poročilo. Tudi v tem mandatnem obdobju od 2016 do 2020, da bomo pač naloge, ki nekako vsako leto si začrtamo, tudi uspešno realizirali, da se bomo trudili kljub temu, da je težko priti do finančnih sredstev, da bi morda le kje še kakšnega sponzorja dobili oziroma donatorja, da bi nam lahko uspelo kakšno zadevico realizirati tudi še več, oziroma tisto, kar že delamo, da bi lahko nadgradili, ne pa da že vedno v štartu stiskamo, gledamo, če bo 200 evrov to dost, ali bo potem na koncu 220 evrov, je ocenjen na 800 evrov, čistilne akcije 50 evrov, spomladansko čiščenje, urejanje in vzdrževanje čistega okolja in turistično-ekološki drobnogled 50 evrov, projekt delo z mladimi 100 evrov, spominki 100 evrov, obeleženje dni povezanih s turizmom.